Nahajamo se v galeriji Loža, torej v tretja postavitev razstave naslovljene All Monsters are Human, kjer smo torej prevod naredili Pošasti so ljudje. Gre za skupinsko razstavo, gre pravzaprav za slike, ki bi Umberto rekel, ali so mogoče grde. Zakaj grde? Zato, ker uprizarjajo neko zlo, neko demonskost, demone, torej srhljive prizore. In ali je recimo, če se vprašamo, Guernica, ki je torej predstavljala v zgodovini vojno, bombe, ali so to grde slike. Pravzaprav niso grde, ampak so zelo pomembne, saj gre za nek naš odnos, strah, ki ga slikamo. Razstava Pošasti so ljudje v svoji tretji postavitvi, prva je bila leta 2022 v Mestni galeriji Nova Gorica, druga leta pozneje v Miheličevi galeriji na Ptuju, nadaljuje raziskovanje pošastnega kot družbenega in psihološkega konstrukta. Namesto pošasti kot izjem, anomalij ali mitoloških figur se razstava osredotoča na človeka, na njegove strahove, projekcije, nasilje in nezmožnost sprejemanja drugačnosti. Pošastnost se ne pojavlja kot nekaj zunanjega ali izjemnega, temveč kot posledica družbenih mehanizmov, ideologij in kolektivnih obsesij, ki se v sodobnem času zlahka normalizirajo in postanejo del vsakdanjega reda. Pošast je tako razumljena kot projekcija tistega, kar presega meje sprejemljivega, razumljivega in nadzorljivega. Zato ne gre za vprašanje abnormalnosti, temveč za razmerja moči, za procese izključevanja, stigmatizacije in razčlovečevanja, ki se pogosto skrivajo za racionalnimi razlagami, moralnimi normami ali navidezno nevtralnimi diskurzi. Pošastno ni nekaj, kar bi se dogajalo na robu družbe, temveč se rojeva v njenem samem središču. In tako me je zanimalo, kako se dogaja ta srhljivost tudi v slovenski umetnosti. In zdaj torej, ko smo naredili že tretjo postavitev razstave, smo vključili tudi umetnike prejšnje generacije. In to govorimo o umetnikih, ki so pravzaprav preživeli prvo in ali drugo svetovno vojno. In sicer eni taki trije močni umetniki, ki so pri nas to slikali, to demonskost, te grozote vojne, so recimo bili Zoran Mušič, ki je, seveda ga poznamo, da je slikal tudi konjičke in tako naprej, ampak Zoran Mušič je recimo preživel Dachau, taborišče in od tam tudi te slike Dachaua oziroma grafike. Mi smo poslednji. Drugi takšen umetnik je bil pravzaprav njegov kolega, je bil France Mihelič. Oba sta pravzaprav zaključila Zagrebško akademijo likovne umetnosti, saj v Ljubljani še takrat ni bilo. S tem, da je France Mihelič kasneje tudi bil profesor in rektor na Ljubljanski umetniški akademiji. In recimo France Mihelič je bil zelo znan tudi po slikah demonov, mitologije, predvsem pa tudi recimo Kurenta, Mrtvi kurent, Kronisti in tako naprej. Pravzaprav kronist, ki se je on sam tudi prelevil nekako v tega kronista. In smo si torej tudi za razstavo sposodili eno sliko od Franceta Miheliča, ki je seveda pa last Pokrajinskega muzeja Ptuj. Torej demon. Naslednji takšen umetnik je pa sicer malo mlajši, ampak je v mladosti vseeno preživel te vojne, pa je bil recimo Jože Tisnikar. Tisnikar pa je bil zelo zanimiv, ker je bil v bistvu naivec, torej samouk slikar in je danes v bistvu zelo uveljavljen umetnik, ki je pravzaprav bil zaposlen v Slovenjegraški bolnišnici, delal je obdukcije in delal je prosekturo in iz tega recimo so tudi izhajajo njegove slike in tukaj na razstavi imamo recimo sliko naslovljeno Delirij. V 21. stoletju se kljub znanstvenemu in tehnološkemu napredku še vedno soočamo z vztrajnimi stereotipi in predsodki, povezanimi z identitetami, telesnostjo, duševnim zdravjem, migracijami, spolnostjo in družbenimi manjšinami.
Družbena omrežja in digitalni mediji pri tem ne delujejo zgolj kot prenašalci informacij, temveč kot prostori proizvodnje strahu, dezinformacij in ideoloških konstrukcij, kjer se brišejo meje med znanstvenim diskurzom, osebnim prepričanjem in fikcijo. Skozi vizualne umetniške prakse želi razstava odpirati prostor za soočanje z grotesknim, srhljivim in travmatičnim, vendar ne kot senzionalističnim učinkom, temveč kot refleksijo realnih družbenih stanj. Podobe demonov, pošasti, norcev, frikov in tesnobnih prizorov delujejo kot metafore sodobnega sveta, zaznamovanega z izkušnjami pandemije, vojne, ekonomske negotovosti in nenehne izpostavljenosti podobam, nasilja ter gledalca soočajo z nelagodjem, ki je sestavni del razumevanja sveta. Tako da tokratna postavitev razširja časovni in vsebinski okvir s povezovanjem sodobnih umetniških praks z deli umetnikov prejšnje generacije, katerih opus zaznamuje eksistencialna vprašanja, motivi smrti, razkroja, tesnobe in človeške ranljivosti. Ta dialog med različnimi generacijami umetnikov pa dodatno poglablja razumevanje pošastnega kot univerzalnega in trajnega elementa človeške izkušnje. Razstava Pošasti so ljudje tako ne ponuja enoznačnih odgovorov, temveč vzpostavlja prostor za kritično in etično razmišljanje o družbi, v kateri pošasti niso več zunaj nas, temveč so pogosto rezultat naših lastnih dejanj, strahov in kolektivnih slepil ter odpira prostor, v katerem se meje med opazovanjem in plestenostjo postopoma zabrišejo. Pošastno pa se razkrije kot nekaj, kar nikoli ni bilo izven kolektivne izkušnje. Včeraj je bil COVID, danes vojna, kaj bo jutri, poplave, kaj nas čaka v prihodnosti. Torej upanje, ki ugasne zadnje, zato verjamemo, da bo svet lepši in boljši.